Margaret Atwood ob predelavi svojega romana v dramsko strukturo navaja, da je njeno dramsko besedilo Penelopijada najprej odsev ali odmev trojanske vojne, potem epske pesnitve Homerjeve Odiseje, pa seveda iz mnogih posthomerskih izpeljav zgodbe od Ovida, Danteja, Chaucerja in Jamesa Joycea. Že sam roman Penelopijada ni le enostavna priredba Odiseje, saj v naraciji najprej postavlja v ospredje zgodbo Penelope in njenih 12 dekel, ki jih ob vrnitvi domov obesi Odisej zaradi domnevnega izdajstva in odnosov s snubci. Homerjeva Penelopa, ki se kot motiv zveste in potrpežljive žene že stoletja vsiljuje kot poučen primer podrejanja žensk, pa dobi pri Margaret Atwood ingeniozno brat, saj se na Penelopino izpoved odzivajo služkinje in postavljajo dve ključni vprašanji. Zakaj jih je Odisej tako kruto umoril in kakšno vlogo je pri tem igrala Penelopa? V družbi, kjer smo še vedno priča nezaslišanemu nasilju nad ženskami, posilstvom, pobijanjem, njihovemu izkoriščanju, neenakosti in podrejenemu položaju, pa je vsaka pogumna izpoved, tako kot v Penelopijadi, postavljena pred sodišče, pred razsodnika, ki naj bi ugotovil, kdo laže, kdo ima prav in kdo je močnejši. Kje se konča laž in kje se razgali resnica? Nam laže ona ali nam govori resnico? V interpretaciji Margaret Atwood je Penelopa predvsem drzna in iznajdljiva ženska, ki se ne le zaveda svoje vloge, ampak jo tudi izjemno pretkano skriva. Svojo podobo pa sestavlja iz fragmentov lastnih spominov in s tem opominja, kako je resnica nenehna konstrukcija in dekonstrukcija zgodovine. Da ne obstaja niti v osebni izpovedi, niti v mitih, ampak seveda nekje vmes. Spominjanje in uprizarjanje teh spominov je zanjo edini način osvoboditve. Mora gledati nazaj, da bi se lahko premaknila naprej. In zdi se, da se lahko samo s pomočjo svojega tega pričevanja končno osvobodi zapora vsiljene zgodovine, v katero so jo ujeli in ske novo zgodbo iz svojih preteklih dejanj. In tako kot mnoge pred njo, ne more izgubiti ničesar drugega razen lastnih verig.